Prometno križišče na Floridi postane prizorišče nasilnega pretepa, ko naj bi enemu izmed voznikov popustile živce in se je njegova jeza stopnjevala v bes. In ne vem, od kod se je ta avto vzel, prav? Ampak kot da je ona izsilila tisto gospo. Ko so policisti končno izsledili osumljenko, se ni hotela predati brez boja. Ne držite se! Ne upirajte se! Kakšno upiranje neki? Ne grizi me! Daj se že vstani, no! Obrni se! Povej mi, zakaj! Pretepaš me! Zakaj? To je znotraj zločina, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Miller. Voznico obtožujejo, da je tisti dan napadla več ljudi, med njimi žensko v 60-ih, nosečnico in policiste, ki so jo poskušali aretirati. Je 23. februar 2026. Smo v Orlandu na Floridi. Le malo pred poldnevom so policisti prispeli na parkirišče trgovine Target, potem ko so prejeli prijavo o domnevnem napadu. Kaj se dogaja? Ne vem, kaj je bilo narobe s to gospo. Približevali smo se semaforju in avto je bil ob meni. In ne vem, od kod se je ta avto vzel, prav. Ampak kot da je ona izsilila to gospo. In potem se je gospa zapeljala nazaj, bila je starejša gospa, ni vedela, ali naj gre naprej ali nazaj. Ko je šla naprej, je gospa prečkala cesto na ta način in jo blokirala. In izstopila je, šla do avtomobila tiste gospe, odprla vrata in začela pretepati tisto drugo gospo. Zato sem izstopila iz svojega avtomobila in rekla, nehaj. Nehaj! In kričala sem nanj, naj neha, nehaj! Pojdi nazaj v svoj prekleti avto. Pojdi nazaj v svoj avto. In potem je odšla in vprašala sem gospo, če je v redu, potem sem se obrnila, prišla je nazaj k meni. Zdaj me je opraskala po obrazu. Lahko vidiš. Vidim! In sem si mislila, kaj za vraga je narobe z njo. In potem so prišli vsi te ljudje. Je bila sama v avtu? Ja. V redu. In vse to se je zgodilo v Millenniumu. Prav. Na parkirišču. Policija poskuša zaviti spredaj. Pri semaforju. Prav. Law and Crime je pridobil posnetke prometnih kamer, ki so ujele incident. Tukaj je, kaj prikazujejo. Ob 11:50 dopoldne lahko vidite, kako se bel Kia Soul nenadoma ustavi tik pred križiščem. 4 sekunde kasneje se zdi, da beli enoprostorec za njim poskuša obvoziti avto. 7 sekund zatem voznik belega Kia Soul skoči iz svojega avtomobila in za kratek čas na pokrov motorja enoprostorca. Nato se zdi, da voznik Kia Soul odpre vrata enoprostorca in naj bi napadel voznika. Približno 30 sekund kasneje lahko vidite žensko, ki poskuša prekiniti pretep. In nato voznik Kia Soul steče za njo, sledi brca. Začnejo se pretepati, medtem ko drugi mimoidoči poskušajo prekiniti pretep. Potem je šla skozi urgenco, prišla okoli in ne vem, od kod je prišla. In pri avtu za menoj je brcala v vrata. Ja, to so ljudje, za katere mislim, da so me ustavili. Vsak trenutek bi morali biti tukaj. To so tiste gospe tam. Ja! V redu. Ali potrebujete zdravniško pomoč? Ne, mislim, da sem v redu. Ja. Poglejmo, premakni svojo... Ja. Je. Ker si bil tudi malo praskan po očesu in vse. Ja. Ampak sem si mislila, kaj je narobe z njo. V redu. Bil si pripravljen podati ovadbo? Seveda, absolutno. V redu. Daj mi sekundo, vse bomo uredili, prav? Nisi slučajno ujel registrske tablice njenega avta, kaj ne? Ne, ker je zablokirala cesto. V redu. V redu, v redu. Kaj je narobe z ljudmi? Hej, kje je tista druga gospa, ki je ona pretepla? Bila je starejša od nje. Zato je napadla tisto gospo. Dobesedno je odprla vrata tiste gospe, skočila v njen avto in jo pretepla. Res je. In potem je tam še neki kaj je to kombi ali neki tasga. Je ta avto žrtve? Ja. Ne, ta je pravi. To je osumljenec. Ja, ne. To je avto žrtve. To je tisti glavni. Imam avto osumljenca. Ampak na njem ni registrske tablice. Ja, prišla je sem pred nekaj dnevi. Videti je kot običajna tablica. Mislim, da je res, ker je zavila pred mano in prišla je sem noter. Kaj je bila to? Videti je kot bela kocka. Je to dogodek v Waikikiju? Ja. Bila je celo v belem avtu Kia. To je gospa. Tam zunaj je avto. To je njen avto, tam je njen avto. Ja, spredaj je bila že udarjena. Ja. Nekdo jo je že zadev in potem Videla je, da smo izstopili in jo ustavili pred naslednjim. Vrnila se je in brcnila v naš avto. Kakšen avto?
Ne, hvala, v redu. Si prepričan, da si dvakrat preveril? Ja, dvakrat smo preverili. Videti je kot konj, vem, naj zaprem vrata. V redu, dal ti bom. Bila sem res prestrašena. Ja, moram najti tisto staro gospo, ker sem rekla, da ji ne morem dovoliti, da bi poškodovala to gospo. Ne, to je lepo od tebe. Po poročilu policije, Orlanda je voznik kombija poklical policijo iz bolnišnice. V poročilu piše, citiram: Anonimizirana oseba je povedala, da je medtem, ko je zavijala s ceste Conroy na Millenia Boulevard, neznana bela Kia s poškodovanim zadnjim delom večkrat nenadoma ustavila pred njenim vozilom. Anonimizirana oseba je še povedala, da je Kia nadaljevala z enakim načinom vožnje, ko sta obe vozili zavili na Millenia Boulevard. Anonimizirana oseba je povedala, da je potrobila vozniku Kie in poskušala zamenjati pas, da bi se oddaljila. Anonimizirana oseba je povedala, da je Kia zapeljala čez 2 vozna pasova, voznik je izstopil in skočil na pokrov motorja bele Kie Carnival te anonimizirane osebe. Redaktirana je povedala, da je voznik večkrat rekel: "Potrobi mi še enkrat B." Redaktirana je povedala, da je osumljenka odprla vrata njenega kombija in jo začela udarjati po obrazu in prsih s stisnjeno pestjo. Redaktirana je osumljenki povedala, da je noseča in da ima v avtu dojenčka. Redaktirana je izjavila, da je brcnila proti osumljenki, da bi jo odgnala stran od svojega avtomobila. Redaktirana je povedala, da sta se nato odpeljali proti Kostcu. Redaktirana je opisala osumljenko kot belo žensko z dolgimi blond lasmi, oblečeno v siv pulover s kapuco z oranžnim vzorcem na hrbtu. Ob 12:15 ženska, ki ustreza opisu osumljenke, bila najdena v bližini. Kako si? Sedi, daj roke iz žepa. Sedi! Sedi! Osumljen si napada! Sedi! V redu. Eho 29, bom 10-12 za osumljenca pred trgovino Target. Po poročilu o primeru je bila identificirana kot 37-letna Madeleine Schaefer Brockwell in ne razume, zakaj je pridržana. V redu. Boste pridržani, obrnite se proti steni, samo dam vam lisice. Pridržani boste, dokler ne odločim drugače, razumete? Povedala bom. Ne, vem, ne upirajte še mi. Povejte mi zakaj. Povejte mi zakaj. Najprej mi povejte zakaj. Ne upirajte se. Pretepate me. Pridržani ste zaradi napada. V redu, ne upirajte se, ne upirajte se. Ja pa kaj še? Ja pa kaj še? Ja pa kaj še? Do konca sem ga. Poveljstvo, imam enega, ki se upira. Imam enega, ki se upira. Pa ja, sigurno. Spusti! Ne. Moramo preskočiti nekaj sekund naprej. Tega ne smemo pokazati na YouTubu, vendar naj bi po poročilu o incidentu Madeleine poskušala ugrizniti policista, ki jo je skušal vkleniti. Ne grizi me! Spravi se z mene, obrni se, povej mi, zakaj? Pretepaš me zaradi napada. Zakaj? Napad? Da. Poimenuj ga. Kaj naj poimenujem? Poimenuj ga. Povej mi zakaj. Povej mi zakaj. Hej, povej mi, zakaj za vraga? Hej, poskušaj ugrizniti! Nisem, povej mi, zakaj za vraga? Spusti! Spusti. Zakaj? Spusti moje lisice! Ne, povej mi, zakaj, hudiča? Vse sem ti že povedal, zakaj. Spusti preklete lisice. Pridi. Poskušam, počakaj. Primi za noge. Povej mi, da ne. Stoj, pročevalec. Imamo enega, ki se upira. Povej mi, zakaj. Povej mi, zakaj. Smo pred trgovino Target. Povej mi, zakaj. Ni problema. Ja, v redu, smo. Hej, primi to roko. Drži se nečesa. Nehaj se upirati, nehaj se upirati. Imam
To imam jaz, počakaj. Imaš, v redu. Imam, pazi na nogo. To pa res. Tam notri je nekaj. Prav imaš. Pazi, ker je poskušala ugrizniti mene. To je njen noht je odlomljen, nohti krvavi. Pazi na kri. Prav imaš. Počakaj, naj hitro pogledam to. Počasni vse. Gremo. In bomo malo popustili, pretesne so. 12, 19. Čeprav Madeleine pravi, da nima pojma, zakaj jo policisti aretirajo, očitno ve veliko o napadu, ki se je zgodil na križišču. Torej sem obtožena napada na žensko, ki je izstopila iz avta in me prva napadla. S tem sem obtožena Črnka, ki je izstopila iz avta in me prva napadla. A si resna? Potem si se umaknila stran od nje, ko je prišla iz avta. To delajo veliko hujše, kot bi bilo treba. Ne, nisem. Hej, prekleto! Prosila sem ga, naj pride ven in naj bo moj prijatelj. Ni mi povedal. Ni prebral pravic po Mirandi. Trenutno ne govori s tabo. Jebite se vsi. Ali res želite čakati na ta program, preden jo Govdido odpelje stran? Vsi ste v velikih težavah. Ni prebral pravic po Mirandi, ko me je aretiral. Vsi ste v velikih težavah. Potegnil me je na tla. In tam zadaj so vse posneli na video. Držite tisti televizor tam. Na mestu za invalide sem. Mislim, da bomo na cilju, 97. Dobivam papirje od nje. Ja, dek je, ki je prišla ven in pristopila k meni. Ej, vi ste tako. Ki je prišla in pristopila k meni. Prišla je iz svojega avta in pristopila k meni. Ona je prva položila roke name. Ej, vsi ste tako. Kako si drzneš? Sploh ne veš, kdo sem. Torej iz 80-ih. Imeli smo 80, 82, žrtev 185, ki so pretepli starejšo gospo. Druga gospa je videla, kako jo je pretepla. Starejšo gospo so pretepli. Kaj pa avto? Hej, kaj pa delaš? Ona je odšla, šla je pogledat starejšo gospo. Potem se je vrnila in pretepla drugo žrtev. Nisem se ji dotaknila. Imamo posnetke. Imamo posnetke celotne zadeve. Video. Video iz drugega avtomobila, ki se je pripeljal kasneje. Hočeš iti govoriti z njimi? Govorite z njimi od začetka. Pokažite od trenutka, ko se je začelo. Pokaži mi video od trenutka, ko se je začelo. Ja. Če bo počasna, jo posedite, ker ima glavo tukaj naslonjeno. Pravi, da ima HIV. Ja, vsi ste me pritisnili ob steno. Jebeš kamero. Preklemansko ste me pretepli, to je bilo prej. To je bilo prej, kaj je on to naredil. Kje ste, fantje? Ni ga več. Prvi. Prvi, govori s pravo osebo. 100%. Po zapisniku o aretaciji Madeleine citiram. Prepoznava na kraju dogodka je bila upravljena in je pozitivno prepoznal obrata Šeferja Brockwella kot osebo, ki jo je napadla na cesti. Na podlagi zgoraj navedenih dejstev, okoliščin in dokazov imam utemeljen razlog za sum, da lahko Šeferja Brockwella obtožim naslednjih kaznivih dejanj. Napad na osebo staro 65 let ali več, hujši napad na policista ter vlom v prevozno sredstvo z napadom ali pretepanjem. V sodni vlogi piše, da so ga obtožili, ker je Madeleine odprla vrata avtomobila žrtve in jo domnevno napadla v notranjosti vozila. In očitno po incidentu z ugrizom se je soočila tudi z obtožbo upiranja policistu z uporabo sile. Ja, bolje, da to spustimo, obrnimo jo na to stran. Kar naprej. V redu. Daj no! Šerif, oprosti, bom prinesel nekaj. Kaj? Kaj je to? Samo šepam. Hija, tam je! Nekaj vas ima. Margo, več skate med nagi? Pa saj još zdaj da. To na tisto 56 v Targetu in mi lahko pokažeš dejansko 51 do HCA, da se srečam z drugo žrtvijo. Ne, tista punca me je udarila v obraz. Kje je torej to za 85? Vsi so vključeni. Ne čutim nobenega orožja. Vzemi nekaj, lahko pogledaš.
Vzemi nekaj, lahko pogledaš. Spravimo jo dol tokrat. Je to leto. Prav, 1, 2. Lahko jih posnameš tam na robniku. Samo ti. Nisi tvoj dober. Gremo k tebi na tisti roblik. Morali bomo nazaj na delo. Sedeli bomo na robliku. Kje je avto? To bo moja hiša. Imam glavni dostop. Ne, moj avto je še vedno pri Kiji. Naj pripeljem svoj avto sem. Hočeš to dati v zadnji del avta? Njenega avta ne potrebujemo za nič, ne? Njenega avta ne potrebujemo za nič. Je bila ona edina oseba tam noter. Ona je bila edina oseba v avtu. Prišla sem, nisem uspela iti po nakupih. V redu si, rada bi videla ta videa. Hvala za tvojo pomoč. Tudi tam ga boš videla, rada bi ga posnela. Ona je v redu, vitalni znaki so dobri. Na prst se mi dala obliž. To bom zapisala v dodatno poročilo. Vprašala sem ga na začetku. Rekla sem, zaradi česa me pridržujete in ali mi lahko daste odgovor. In podal mi je za žopi, začnemo po 20 naprej. Prišla sem do 27. Ali je bil še kdo, s komer sem se morala srečati? Ne, to je to. Imamo oba. Torej bom. Rekla je, da je vozila ona. Kaj je pa druga? No. Mislim, da smo pokazali namen tega. Ja, stara gospa. Stara gospa? Ne vem, nisem vedel, kje je bila. Ali imamo... Stara gospa, ki je izstopila iz avta in me prva udarila. Imamo to na posnetku. Sploh ne vem, kaj se dogaja. Ima kdo to posneto? Tako sem dobila udarec v obraz. Gospa, kako se napiše vaše ime? Križ v zapor, ker si me prestrašila. Ne poskušam te strašiti, človek. Zapor bi moral biti prestrašen. Človek, ta avto ni najemni avto. To je dejansko kot nov tank. Prav, kar je prišel. To ni moj avto. Ni velika stvar. Več takih? Ja. Bilo je prav tam. Tega ne počnem, ker... Najdi tega tipa. Lahko ga zavohate. Ne moreš? Imaš ga. Mislim, da je smešno. Definitivno je pod vplivom. Kaj? Ne govorim o tebi. Osredotoči se nase. Dobesego piše ona. 2, 3, 4 moški. Bila sem na več drugih klicih. Ne govorim o tebi. Zdaj skrbi zase. A te ne ljubim. Ne skrbi zaradi tega. Hej, grem gledati video s tabo. Seveda, kar izvoli. Tukaj. Naložen sem, oprosti. Lahko ti povem. Tukaj. Hej, naložen sem, oprosti. To je to. Nisem pljuvala na nikogar. Samo pljuniti sem hotela. Kje so ključi? Hej, hvala. Kje so ključi? Zakaj? Za avto. Ne vem. To je vse, kar je bilo tukaj, ko sem prišla na kraj. Da poskrbim za tvojo varnost. Tako. Ona res, mislim, da je to... Torej, dobila sem... Pomagaj mi odstraniti tablico iz tistega avta, ker nočem zveni čuden. Tukaj. Želiš dati ribiški nož nazaj noter? On ga sploh ni degal v moj avto. Mislim, da je na tvoji strani. Ne vem, ne skrbi za to. Torej smo ga dali v avto. Tam je. Kaj? Ne dovolim, da preiščete moje vozilo. Imate nalog? Potem ne. Ni. Kaj za vraga? Požljam svoje pravice. Samo zato, ker imate ključe, še ne pomeni, da smete vstopiti v moje vozilo. Preprosto zabriši stran, za vraga. Ampak pred minuto te je to tako zelo skrbelo. Pred minuto te je to res skrbelo. Zaničevanje sodišča. Prijazna si. Ja, rekla sem, da ga vrzi stran. Ampak bila si tako zaskrbljena, kje je? Če ti ni mar zanj, ga vržeš stran. Zakaj si bila potem zaskrbljena? Bila sem zaskrbljena, ker sem mislila, da bi lahko vstopila v moj avto. Ne. Pridobite nalog. Kaj želiš gledati? Kaj želiš gledati? Tabliko, morali boste dati avto odpeljati s pajkom. Avto bojo odpeljali s pajkom, ker ga Target ne bo pustil tukaj. Nima dovoljenja. Ne, moraš ga registrirati, preden ga voziš, ker boš odstranila tablico. Že sem ga vzela. Ni mi je vseeno.
Res jim, ni, mar. Ona je res zlata človek, res je zlata. Res jih ne briga. Tistim ženskam je čisto vseeno za njihov denar. Kam boš to odnesla? Johnson & Johnson, ANCDC, Karkoni. Pozdravljeni, tukaj Johnson. Johnsonov. Ja, ga poznam. Hudija sem z njim, razumeš, kaj mislim? Ja, Johnsonov sin. Prosim, odnesi to tja. Moramo ga izvleči, nimamo izbire. Čada spara. Ja, hvala. Hvala, bom vzela po kosilu. Ampak tehnično gledano. Mi ga ne bomo odvekli, target ga bom. Torej, Kaj? tehnično gledano ne vlečeš, ker je to zasebna lastnina. Torej bo target to odvlekel, ampak ker ne bo imelo registrskih tablic, ga bodo odvlekli. Target ga tudi ne bo odvlekel en teden. Photo. Še posebej s tem, počakaj, ne? Moja najboljša prijateljica je tukajšnja vodja. Prepričana sem, da se zdaj hočejo poigravati z mano. Zaradi tvojega obnašanja. Tako neumno, prav. Živiš v popolnem zanikanju. Očitno ne veš, kako deluje Orlando. Madeline Schaefer Brockwell so odpeljali v zapor okrožja Orange. 26. februarja letos se je glede obtožb izrekla za nedolžno. Po podatkih iz zapora je Madeline Schaefer Brockwell še vedno za zapahi v zaporu okrožja Orange. Naslednja obravnava je razpisana za 8. junij. Hvala, da ste se mi pridružili v tej epizodi oddaje o zločinu. Sem Elizabeth Miller in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.